Tako rekel, previdnost mi narekuje, da se držim bolj naslova zbirke, to je teoretska praksa arhitekture. Mislim, veliko sem se naučil tega, kar sem zdaj izvedel, ampak še vedno je to področje arhitekture, v katerega jaz ne bi vstopil, ampak govorim o arhitekturi kot filozof. Zdaj, to, zakaj gre v tem nazivu, v tem imenu teoretska praksa arhitekture, bi skušal osvetliti, tako da bi neko paralelo med filozofijo pa arhitekturo vzpostavil. Najprej nekaj besed, čisto kratko, pa zelo schematsko seveda, o filozofiji. Eno od večnih vprašanj filozofije je, kaj je v bistvu filozofija po svojem bistvu. In obstajata v bistvu dva tipa odgovora na to vprašanje. Po prvem odgovoru je filozofija ali spoznanje resnice na teoretičnem področju ali pa na praktičnem področju spoznanje vrednot. In njena naloga je, da organizira učenje in transmisijo, se pravi prenos teh dveh temeljnih oblik spoznanja. Filozofiji lastna eksistenčna oblika je v tem pogledu šola, tudi ne smemo pozabiti, da je filozofija v bistvu izumila od starih Grkov naprej inštitucijo šole, to je Platonova akademija. To je eno stališče, kaj je filozofija. Drugi odgovor na to vprašanje, kaj je filozofija, pa zagovarja stališče, da pri filozofiji pravzaprav ne gre za spoznanje, pač pa je filozofija oziroma je zgrajena kot transformacija subjekta. Je možnost nekakšne radikalne spreobrnitve, popolnega pretresa eksistence. Zato drugo stališče filozofija ne obstaja nujno v obliki šole, poučevanja, transmisije in profesorjev, vsi veliki filozofi od Kanta, Hegla, Husserla, Heideggera do sodobnih filozofov so v bistvu bili profesorji. Ampak to drugo stališče pa postavlja, da ni nujno, da je filozof tudi profesor, ampak je filozofija svobodno naslavljanje nekoga na nekoga drugega. In tak eksemplaričen primer je spet od starih Grkov naprej Sokrat, ki se je naslavljal na mladino na atenskih ulicah. In zato drugo stališče, skratka, filozofija ni vednost, ampak je nekaj drugega, je delovanje, je akt. In to, kar jo zares določa, niso pravila vednosti, ampak enkratnost akta. Zdaj, zakaj gre v tem aktu, je drugo vprašanje, jaz bi nakratko rekel, je akt miselnega upora. Je akt, ki omogoča radikalno postavljanje pod vprašaj vse dane vednosti, vseh dane situacije. Toliko o filozofiji nakratko. Zdaj grem na arhitekturo. Če bom govoril z vso suverenostjo o arhitekturi, potem samo v tisti dimenziji, v kateri zanjo po moje saj velja to, kar velja za vse kreativne miselne prakse, kot so umetnost in znanost. Skratka, v toliko se upam govoriti tudi o arhitekturi. Ampak mislim, da obe miselni praksi, filozofijo in arhitekturo, povezuje to, da vsebujeta razsežnost akta. Skratka, tudi arhitektura je miselna praksa, ki se ne more zadovoljiti samo z vednostjo, ampak zahteva akt in ta akt tudi vsebuje. Zdaj, arhitektura je zgrajena in obstaja kot področje najrazličnejših vednosti, znanstvene, tehnično-tehnološke, poznavanje umetnostih in drugih miselnih praks. Mislim, odlična predstavitev je bilo to, kar smo zdaj slišali od Petra Gabrielčiča, koliko različnih vednosti je vsebovano v enem arhitekturnem objektu. In te vednosti segajo pač na različna področja, vsebujejo vse tiste dejavnike in pogoje, ki so materiali arhitekturne dejavnosti. Skratka, na eni ravni je arhitektura enako področje vednosti in tudi zato področje šole. Se seveda vprašaš, kje je tu akt? Kje je pol v arhitekturi dejansko akt? Zelo preprosto, moment akta v arhitekturi nastop, ko je potrebno vso to vednost uporabiti.
In sicer uporabe tako, da bo produkt arhitekturne dejavnosti, se pravi tak ali drugačen uporabni objekt, jasno prepoznaven tudi kot arhitekturni objekt. In tle zdaj nastopi problem. Namreč zato, kako naj arhitekt uporabi vso to arhitekturno vednost tako, da bo svojim objektom vtisnil pečat arhitekturnosti, zato ni nobenega recepta, enostavno rečeno. Strožje rečeno, ne obstaja nobeno pravilo, noben predpis, nobena jasno opredeljena norma, ni nobene vednosti, kako uporabiti arhitekturno vednost. V nekem intervjuju z Alešem Vodopivcem, mislim, da je pred nekako 2 leti šel v Delu, je arhitekt Glenn Murcutt nazorno povedal to, o čemer tu govorim. Rekel je preprosto, arhitekture ni mogoče umešati iz izbranih sestavin, kot je mogoče umešati kolač. V tem smislu, zato da nastane arhitekturni objekt, zato ni recepta. Ampak je potrebno nekaj drugega, potreben je akt. Zato, da pride do arhitekturno relevantne uporabe arhitekturno vednosti, je potreben akt. Skratka, ta uporaba temelji zgolj na aktu samega konstruiranja, na aktu samega projektiranja. Vso vsebinsko bogatstvo tega akta temu smo lahko sledili v tej predstavitvi od Petra Gabrijelčiča, jaz se v to seveda ne morem spuščati. Jaz bi poudaril samo to, da je edina opora uporabe vednosti je akt uporabe sam, ker tudi pomen arhitekturni akt je v bistvu brezuporen, tako kot je to akt vsake kreativne miselne prakse. V celoti je odvisno od svojih posledic, skratka, kot dobro arhitekturno relevantna uporaba arhitekturne vednosti se akt potrjuje šele za nazaj iz svojih posledic. Ali bo zaživel tudi v praksi, kakšen odmev bo dobil, različne oblike teh posledic pač malo. Skratka, kot najmanjši, zdaj bi se pa mogoče navezal na to, kar je Petra govorila, oziroma na nekje na dele tvoje uvodne študije. Kot najmanjši element takšnega v samem sebi utemeljenega projektiranja lahko vzamemo arhitekturno vez. Za Framptona je tektonika takšna vez med konstrukcijo in strukturo, takšna vez med konstrukcijo in strukturo, ki daje proizvod arhitekture videti kot stvar, ne kot znak, ampak kot stvar. Skratka, ne kot nekaj, kar nekomu nekaj kaže, ne kot nekakšen takšen ali pa drugačen scenografski objekt. Ampak za to, kako skonstruirati objekt kot stvar, zato ne obstaja nobenega recepta. Uspešna konstrukcija vezi sodi v domeno akta. Ko pride do konstrukcije vezi, je vez utemeljena samo v aktu konstrukcije same. In ta uspešnost se meri in potrjuje s tem, da dobi proizvod arhitekture, se pravi takšen ali drugačen uporabni objekt, dvojno materialnost. Materialnost običajnega uporabnega objekta, ki stoji tu pred nami, mosta naprimer, ampak hkrati prav ta materialnost, kar se da dobesedno uteleša arhitekturo, je stvar arhitekture, je telo arhitekture, materialna navzočnost arhitekture. Zato bi rekel, če hočem reči, da je akt arhitekturne konstrukcije materialistična in radikalno materialistična inačica transsubstanciacije. Tako kot pri kruhu in vinu v religioznem obredu, ker to je akt transsubstanciacije v pravem pomenu, tako kot pri kruhu in vinu v religioznem obredu postane v aktu konstrukcije neka običajna materialnost, oziroma materialnost običajnega objekta nekaj drugega, kruh in vino pač postaneta telo nekega nadčutnega, nadsvetnega, nečesa nadčutnega, nadsvetnega, tako tudi v aktu konstrukcije običajnega uporabnega objekta, v aktu arhitekturne konstrukcije nastane še neka druga materialnost stvari arhitekture. Ne, da bi zares bila nekaj drugega. Ne gre za to, da bi bila zares nekaj drugega.
In v tem je ravno ključ celotne zadeve, da sta obe materialnosti neločljivi. Pred sabo imamo samo en objekt, uporabni objekt, ki pa je hkrati materializacija arhitekturnosti. Ne? Poudariti je treba zdaj še enkrat, da je arhitektura materialistična inačica te transsubstanciacije. Ne? Se pravi, njen akt je nekaj, kar je skozi in skozi racionalno razložljivo. Nekaj, kar je v celoti stvar vednosti. Vednosti, ki ima različne elemente, ne? Ki ima elemente slutne, elemente emocije. To ne izključuje racionalno razložljivost tega. Ne? Ni pa stvar verovanja. Ne? To jo radikalno loči od katerekoga obreda. Ne? Tu ni na delu nobenega čudeža, nobenega svetega duha. Ne? In iz tega izhaja, po moje, saj neka pomembna konsekvenca, lahko bi rekli eksistencialna, torej za obstoj arhitekture pomembna konsekvenca. In v toliko je to eksistencialna, da ima tudi arhitektura neko eksistencialno razsežnost. Ne? Gre za to, da za arhitekturo, za njen obstoj v danem svetu, v današnjem svetu, ni dovolj, da zna arhitekt delati dobre vezi, dobre jointe. Če hoče obstati kot kreativna miselna praksa, potem mora biti zgrajeno tako, da zna razložiti sebi in širši javnosti, kaj je in kako deluje. Zakaj iza njene konstrukcije dvojne materialnosti v enem samem objektu ni nobenega čudeža. Je samo pravilna arhitekturna uporaba vednosti arhitekture. Ne? Skratka, arhitektura rabi kot svoj sestavni del poleg akta konstrukcije vezi, poleg akta konstrukcije jointov še neko dodatno vednost in ta vednost mora biti zmožna, da racionalno razloži, kaj je arhitektura in kako deluje njen akt. Ne? Prej sem rekel, da arhitektura ni samo vednost, ampak je tudi akt, brezuporni akt arhitekturne uporabe, arhitekturne vednosti. Iz tega, kar sem povedal, pa sledi, da rabi arhitektura sestavljena iz vednosti in akta še neko dodatno vednost, tisto, ki zna razložiti, na kakšen način deluje. In sicer arhitektura kot dvojnost vednosti in akta. Prav na ta tip vednosti meri naslov te zbirke, saj po mojem mnenju. Ne. Teoretska praksa arhitekture je arhitekturni akt, ki konstruira vez med arhitekturno vednostjo in arhitekturnim aktom. Ne. Zdaj, ker sem filozof, bi seveda dodal, da je ta vednost strukturirana kot filozofija arhitekture, seveda. Hvala lepa. Hvala lepa, Lado.